Pozdravljam vse nazaj. Sonce je zašlo, na zaslonu se bolj jasno vidi. Kot prvi bo v tem sklopu prispevek imel dr. Bojan Balkovec, iz oddelka za zgodovino Filozofske fakultete. Prosim. Hvala lepa. Moj prispevek govori o hrani v reviji Gospodinja. Gre za eno od revij, ki so izhajali v 30 letih povezane z gospodinjami in gospodinstvom, pri čemer je bila ona druga revija usmerjena bolj v drugo skupino pravcev. Če je bila ta revija Gospodinja, je bila ona namenjena gospodinskim pomočnicam, konkretno vsebinska slika, vendar to zgolj kot omemba, hodimo k reviji Gospodinja. Revija izhaja leta 1932-1942 in sicer je začela izhajati kot glasilo splošnega ženskega društva, kasneje pa se je osamosvojila in je bilo to samostojno društvo v drugi polovici 30-ih let. Časopis sta v teh 11 letnikih urejali dve gospe, Albina Kravlova, nekaj več kot eno leto, potem pa je bila neka tragična smrt posredi, mislim, da šlo za neko eksplozijo v kuhinja nekaj podobnega, v kateri je ona podlegla poškodba in potem je revijo v nadaljevanju v naslednjih letih urejala Anica Krotivnikova. Časopis je na leto izhajal v 10 do 11 zvezkih, toliko tudi številk, običajno so nekje poletno številko združili v eno številko. Obseg se je spreminjal, štel je od začetnih 8 strani, pa potem narastil na kakih 16 recimo, vendar je treba vseeno upozoriti, da teh 16 strani ni 16 strani teksta, oziroma nekih prispevkov, ampak so kar dolžen del, 5 do 6 strani je šlo tu na račun reklam. Torej, posebej bi mogli sklepati, da je šlo za finančno omogočanje izhajanja na ta način, da so seveda odprli prostor za reklamo. Po svoji vsebini je bila revija usmerjena v več tem. Ena med njimi je oprema doma. Tu so recimo arhitekti prispevali razmišljanja o opremi sodobnega doma. Tudi iz tega, ne zgolj iz nekih drugih, morda pa iz tega segmenta opreme doma je še najbolj očitno, da je revija seveda prevladujoče usmerjena v meščanski sloj, tudi med odzivi bralcev, ki jih včasih lahko v kakšnih rubrikah zasledimo, je videti, da je razširjenost revije seveda zelo omejena na mesta ali mestno prebivalstvo. Vprašanje, kako pa zdaj distribucija navzven, če to še tudi dodamo na tem mestu, koliko to sega izven Ljubljane. Časopis najbrž v nekem meri še uspeva segati, kar lahko sklepamo iz razloga, da v kakšnem pismu kakšna bralka hvali revijo, hvali njene aktivnosti, ki pa se jih žal sled tega, ker je žena profesorja Mariboru ne more udeleževati. Torej, očitno je, ker sem bil ta disperzija šla malo dlje, zgolj do mestne meje. Pri tej opremi doma so torej arhitekt, če zdaj se nadaljujemo na tem mestu, z različnimi nasveti, idejami, kako opremiti, kako naj izgleda ali lepo meščansko urejena hiša ali stanovanje. Delno pa so tu tudi reklamni vložki ali pa po reklami dišeče objave, kjer gre za kakšno mizarsko podjetje ali kaj podobnega, ki seveda predstavlja neke svoje modele oziroma svoje neke ureditve, neke dnevne sobe, nekaj podobnega, kot recimo imamo tule primer stanovanje in s primerno opremo za določen del stanovanja, kot vidimo tam za obednico ali kot neke sobe ali predsoba, kakšno pohištvo bi sodilo v pomembno potreben del, bi bilo potrebno za neko določen prostor. Potem so tu najrazličnejši nasveti v zvezi z vzdrževanjem,
ki niso zgolj vzdrževanje v zvezi s hrano, je tudi odklepamo informacije kasneje, ampak seveda tudi vzdrževanje v smislu ekonomike gospodinstva. Kako z denarjem barantati gospodinstvo, recimo mimo grede že v prvi številki govorijo o pomenu gospodinje, kajti skozi njenje gre recimo 85% vseh transakcij v državi. Zdaj, največ malo špekulativna številka, ampak kot pomemben faktor se je to vseeno hoteli izpostaviti, kar seveda po drugi strani jasno tudi res. Torej na sveti za nakupe, kakršnekoli nakupe, lahko za nakupe, kot rečeno, hrane, ki nas tukaj bolj zanima, kot tudi nakupe nekih drugih stvari, opreme, stvari, ki so potrebne za tekoče vzdrževanje hiša ali pa gospodinstva, stvari v zvezi z vzdrževanjem obleka ali kaj podobnega, tudi najdemo med temi nasveti za vzdrževanje. Kar se tiče hrane, je spektrum vsebin kar malce širši. Hrana je seveda stvar, ki ima več segmentov, o katerih je moč govoriti. Eno je nabava hrane. Nabava hrane, ki je seveda pomembna iz različnih vidikov. Eno od vidikov nabave hrane je seveda strošek, ki je s tem zvezan in v tem zvezi recimo imate poročila z tržnic, ne zgolj ljubljanske, ampak tudi z nekih drugih trgov, torej neke primerjave stroškov za nakupe hrane v posameznih krajih. In ta pregled je relativno dolg, torej ne gre zgolj za neke klasične zadeve, ampak gre za različne vrste žit, mesne proizvode, živa perutnina, zaklana perutnina in podobne stvari. Torej, tega je, ti seznami so zelo dolgi. Torej, bi se dalo seveda to spremljati skozi nek čas, to seveda ne bi moj interes, ampak dalo spremljati skozi nek čas, pa se zopet lahko vidi nek segment o vprašanju povezanih v zvezi z hrano. Naslednji sklop nasvetov so recimo v zvezi z nabavo hrane, v smislu tekočega shranjevanja te hrane, kaj zdaj kupovati v kakšnih količinah, za kakšne roke, seveda odvisno od tega, ali gre za hrano, ki je nekaj trajnejše narave, ali gre za neko pokoljivejšo zadevo, ozimnice na sveti v zvezi s tem, kdaj kupiti ozimnico, kako shranjevati ozimnico, zato da bo dočakala nek primer, v neki svoj rok uporabe. Na svete za nadomestke, to bi tudi pri receptih včasih opazili, ali pa pri nekih jedilnikih, kakšen bister stavek o tem, zakaj nekaj uporabimo, ker je pač nadomestek za neko drugo stvar, ker je pač sezona takšna, da one stvari ne moremo dobiti in zdaj vzemimo nekaj drugega. Torej tudi to vrstne na svetu v zvezi z hrambo hrane. Potem zanimiv diapazon je raznih nasvetov, ki so v zvezi s hrano, vendar so zdravstvene narave. Tu bomo našli nasvete o sami hrani kot taki, torej zakaj je dobro jesti raznoliko, zakaj je dobro jesti zelenjavo, čemu je mleko primerno, gledovod tekočin konzumiramo in tako naprej. Torej, to splošno o uravnoteženi hrani, a in na drugi strani seveda različni prispevki v zvezi, ki so pa že usmerjeni, recimo v zvezi z zdravjem, torej gre za neke dietetične priporočila za takšne bolnike, za one bolnike, za starejše, za otroke in tako naprej. Ali pa recimo tudi nasvete, ki se dotikajo otrok, recimo pogosto vprašanje, na katere je vedno treba najti odgovor v vsaki generaciji, kako otroke prepričati, da je smiselno jesti mnoge stvari, zgolj neko zadevo, ki je po okusu dobra, ki je sladka, ne vem, zakaj zelenjava za otroke, zakaj sadje dobro za otroke, zakaj takšno mislo, zakaj ni dobro tega ne, in tako naprej. Zdaj, ti svetovalci so lahko zdravniki, lahko so tudi kakšne medicinske sestre oziroma neko osebe, ki ima neko medicinsko ali pa sorodno takšno izobrazbo ali pa vsaj neka vedenja o tem, ki bi opazili kot pisce teh tekstov. Včasih je seveda podpisano nejasno, da gre za nekega medicinca, včasih pa ta podpis ni, oziroma tega podpisa ni, potem zgolj sunimo lahko. No,
ne nazadnje seveda lahko gre tudi za povzemanje nekako drugod, torej je lahko nek preprost novinarski povzet. V zvezi s hrano se omenjajo tudi najrazličnejši sodobni ali novejši pripomočki, torej neka nove tehnologija, ki prihaja v rabo, ki omogoča lažje delo gospodinjam. Potem so tu še jedilniki in pa recepti. Če zdaj nekaj o novostih, o shranjevanju hrane in njeni pripravi. Tu gre za dve vrste tekstov. Eno so teksti tehnične narave, kjer nek tehnik, električar ali nekdo drug razlaga tehnične prvine in tehnične prednosti neke nove tehnologije. Zdaj govorimo o dveh stvarih, o električnem plinu, torej električni aparat in plinski aparat. Torej neka tehnično svetovanje, pojasnjevanje, kako stvari sploh v tehničnem smislu funkcionirajo. Plin, kako plinomer, kako pravilno očitaš s plinomera, pravilno, če vidiš, da je pravi pretok plina in tako naprej. Torej, seveda gre za temeljno podučevanje, kajti to ni bilo neko splošno razširjeno znanje in je treba ljudi v osnovi najprej izobraziti, da vedo, kako o tem stvarem streči. Danes je seveda to vedenje širše, danes ne rabiš temeljne razlage o električni štedilniku, ampak bolj neke sofisticirane postopke uporabe samega aparata. Vemo pa, kako te zadeve v osnovi deluje, takrat so pa torej v smislu tehničnih pustili te stvari. Druga plat takšnih tekstov, druga oblika teh tekstov, so pa pravzaprav na nek način perfidni reklamni teksti, ki se še vedno gre lahko za neko celostranski tekst, ki pa je pravzaprav sponzoriran. Sponzorirala z tega glavno dve instituciji, ena je bila mestna primarna, ena je bila mestna elektrarna. Recimo, takšna dva aparata, takšne dve stvari, ki sta postali novi, sta hladilnik in štedilnik. V obeh primerih je lahko bilo enako, torej najdemo tako električne štedilnike in hladilnike, kot tudi plinske hladilnike in štedilnike. Zdaj, plinski hladilniki danes nam relativno neobičajna stvar, razen za tistega kampera, tiste veja, kaj je plinski hladilnik, zato so kam pri kolcah, po avtozomih, po počnih šalej. Ljudje pa na plinski hladilnik ne naletiš več. Tu seveda običajno neka slika in potem nekaj reklamnih slogani v smislu, zakaj je zadeva dobra. Jasno, da izkoriščajo tudi čas, ko je nekaj primerno uporabljati. Recimo hladilnik, ko leti reklamirajo kot nekaj, kar je seveda v zvezi z vremenom nujno in tako naprej. Oboji pa pravzaprav poudarjajo še nekaj, namreč da ta sodobna tehnologija omogoča, da kuhalici ni vroče v kuhinji, ker nič ne proizvaja dodatne temperature. Čeprav seveda malo je bosa, malo je tudi debate lahko, ampak de facto pa je seveda v kuhinji bilo manj vroče, če ni bilo enega gašprčka oziroma enega športka, razgledega navadnega natrgana. Je bila definitivno za kuhalico stvar ugodnejša. Kot vrsta neke informacije z reklamo je bilo pravzaprav lahko tudi vabilo, namreč vabilo na demonstracije. Mestna elektrarna je to počela recimo v Gradišču 14, pa na Bregu, na Gradišču je bila neko svoja poslovalnico, potem na Bregu, mislim, 8 lahtična številka, je bil pa sedež Zveze gospodin in tam so demonstrirali. Torej, de facto je nekdo kuhal, ukazal, kako se z električnim štedilnikom kuha, da se potipati zadeva tako naprej. Torej, tako kad danes, ki morajo vse razložiti pri nesodobnosti tehnologiji, kot prvi skoč dobiš v roke. Medtem ko plinska mestna plinarna, ki je to počela v palači Viktorija, to je na tedanji Aleksandrovi 4, mislim, da je to v pasaži pod Negotičnikom, bil nek lokal. Zdaj, sumim, da bi to lahko bilo tam, kjer je bila zdaj nedavno, zdaj ne vem, kako je to bilo nedavno, ker še nekaj časa nisem šel skozi, neka slaščičarna. Sumim, da je to ta prostor, ne bom pa dal roko. In torej zopet so bile neke predavanja s predvajanjem, kako so temu rekli, torej demonstracije, kako se uporablja sodobno tehnologijo. Menda, kako piše, zdaj treba bilo preveriti, so potem v praksi tudi delali, se je Zveza gospodin celo dogovorila z mestno elektrarno, da bi na obroke lahko kupili
jedilnik, pa bojler, tudi bojler je bil zelo reklamirana noviteta onega časa, da bi seveda hkrati propagirali sodobne stvari, hkrati bi seveda mestno reklamo imelo tega dohodek. Namreč ona je bila tista, ki je prodajala, nisi to pri trgovcu, tudi oni so prodajali. To je nekaj, kar je danes neobičajnega. Recimo so mi pred kratkim menjali plinski števc, da sem mu ga možakaj vprašal, če on, pa je plinar, in ga vprašal, če on ve za plinske hladilnike. Je rekel, zdi se mi, da vem, ampak to zato, da sem jih prinesel v zdaj videl. Ni pa sploh mogo razumeti, da so seveda oni bili tudi prodajalci v gospodinskih aparatih, kar je pač danes absolutno nenormalna stvar. No in zdaj vidimo k jedilnikom, medtem ko recepte bo manj govoril. Nekaj besed bomo zdaj še namenili jedilnikom. Kadar je govoril o jedilnikih, gre za nek princip, kjer so jedilniki ločeni glede na sestavo hrane in ločijo med vegetarijanskimi in ono drugo skupino, ki pa ne eksplicitno ne navaja, da so mesni, ampak običajno so mesni ljudi, ki pa jih ločijo tudi lahko na dve skupine, na enostavne in na bogatejše. Imamo tule primer takega jedilnika, da v prvih 2 do 3 letih nekako so ti bili jedilniki konkretnejši v smislu, da so zajemali cel teden, od ponedeljka do nedelje, obed oziroma kosilo večer. In za vse 3 skupine, torej vegetarijanski, bogatejši in enostavni. Zdaj, če malo pogledate natančno, se boste videli, da pravzaprav je šlo v tem konkretnem primeru, ki imamo na sliki celo za tehnično napako, nekaj ne sodi, da bi bil enostavnejši, v bistvu ima več hodov kot bogatejši. Očitno so se stavci malo zmotili, če pa ni opazil, da so v glavi zamenjali ali pa vsebino kasneje zamenjali in napak postavili. Ker vidite, da so recimo po 4 hodi, tako da na tej znakov, kjer je bogatejši, pa po 2 hoda, torej čisti tehnična napaka. Kasneje se je zgodilo, da je teh jedilnikov manj v smislu, da niso za cel teden, ampak samo nekaj jedilnikov, manj jih je v smislu, da recimo niso vseh oblik, torej ali so samo vegetarijanski in recimo mesni ali običajni, ali pa morda zgolj samo nekaj enih in nekaj drugih. Jih pa bolj ali manj najdemo skozi vso čas izhajanja tega časopisa. Zdaj, kaj je ločilo, to nas jasno, da potem seveda v tej stvari pri koncu nekako zanima, kaj je ločilo enostavnega pa bogatega ali pa navadni pa boljši jedilnik. Po vsej verjetnosti oziroma prepoznamo kot 2 možne razliki. Ena je seveda število hodov, kar je pomenilo, da je enostavnejše ni bilo kakšno prilog, ni bilo sladice recimo. Redke bi pa sklepali, da bi v primeru recimo, da gre za enako število hodov, da so pa količino dali razliko. Morda je razlika tudi v tem, kakšna vrsta mesa je v kakšnem jedilniku, ali pa recimo, da enostavni pri večerji nima mesa, vključenega v hrano, v jed, pač pa bogatejši pa, da recimo tu najdemo neko razliko. Pogosto se pojavlja tudi zanimiva opaska v zvezi z hrano, recimo pri kakšnem jedilniku, juha od kosila ali kaj podobnega, potem pa nenavadno opazim, da v bistvu imajo oboje isto, ampak pri enih piše, da je juha od kosila, pri enih pa ne piše, da je juha od kosila. Zdaj seveda zgolj špekulacija je, zakaj pri navadnem piše, pri bogatejšem pa ne. Pri navadnem bi, recimo špekuliramo, to pisalo zato, ker morda je bila to Ninina gospodinske pomočnice in se je lahko potem radostila po malce več prostega popodneva. Medtem ko ona, ki imela gospodinsko pomočnice, se ni sekirala za to, kdo bo večero pripravljal in je bilo čisto vseeno, če se ne zapiše, če se normalno stranami, da se bo odprosila, ne vem, duha in podobnega. Naj končam recimo z nekaj
z nekaj idejami, ki so jih ponujali kot komentarje pri določenih jedilnikih. Namreč, če občasno najdemo pri kakšnem jedilniku kakšno opasko, recimo, ki je mogoče malo nenavadna, dober meščanski jedilnik, vendar primanjkuje zelenjave. To se zdaj malo začudiš, kako je lahko dober, če vam manjka enega bistvenejših elementov zdrave prehrane. Ali kaj podobnega, uravnoteženega, kaloričnega in tako naprej. Ampak navedel bom zgolj dva primera takšnih opask. Prvi je zvezan s tem, da smo recimo tudi mi med bolj sedečimi, glede na posel, ki ga opravljamo. Sumim, da je zgolj za tehnična napaka, da je v tistem jedilniku manjkala večerja. Recimo za nekoga, ki veliko sedi, bi bilo naslednje kosilo primer. Juha iz špinače in mladih kopriv, redkvice z maslom, naravni zvezek, bil fižol maki in sadje. Ob čemer so še dodali, da seveda še za dodatek, ker gre za ljudi, ki manj potrošijo, namreč tudi te opaske so bile zakaj neko krepko kosilo za koga, ker več teži delati naprej. Tu so opozorili, recimo, da je bil fižol lažji prevoljiv od drugih vrst fižola, pa bi s tem seveda sodil pod interes, prišel v interes za manj ljudi, ki bolj sedijo, pa te težje fizično delajo. Če pa se niste želeli zrediti, pa morda še ta nasvet, recimo za konec, za kosilo si privoščite redkvice s črnim kruhom, pečenega piščanca s solato, večerjajte pa jagode s sladkorjem in skodelico mleka. Zdaj, kaj bo župan ponudil za večerjo, ne vem, tako da ne verjamem, da bo v duhu tega predloga. Hvala lepa. Hvala,